Lepo pozdravljeni. Posavski tednik začenjamo z rednimi sejami občinskih svetov. Najprej gremo v Brežice, tam so se svetniki sestali včeraj in med drugim obravnavali spremembo cen komunalnih storitev. Zapletlo se je že čisto na začetku pri potrditvi dnevnega reda. Svetniška skupina Liste Igorja Zorčiča in Sonce je predlagala umik točk, ki so se nanašale na dvig cen. Tega po burni razpravi niso podprli, pač pa so podprli predlog svetnice Gibanja Svoboda, Mojce Florjanič, da točk z dnevnega reda ne umaknejo in se z njihovo vsebino seznanijo. Odločanje o njih pa preložijo za en teden. Treba povedati, seveda, da lani bilo izjemno zahtevno leto, da je komunala imela skoraj 500 000 evrov več elektrike skozi celo leto zaradi nepredvidenih seveda dviga cene elektrike skozi celo leto. Zato je potrebno izvršiti kar precej veliki poračun, skoraj 0,27 evrov na kubik. Mi smo potem v tem času res na različne načine skušali čim bolj zajeziti ta minus, ki je v tem času nastal. Mi smo uporabniki, ki smo morali plačevati stroške električne energije, medtem ko inputa strani uporabnikov pa nismo imeli. Tako da smo za ta namen tudi najeli v bistvu kredit oziroma limit, da smo to lahko prenosili. Je pa eden izmed ključnih stvari, ki smo jih naredili, je bila ta, da smo zaprosili za pomoč gospodarstvo. Torej pripada nam je 210 000 evrov te pomoči. 260 000 evrov bo še izplačeno do 15. marca. Ostalo je bilo dveh obrokih že prej. Hkrati je pa bilo povedano tudi danes, da je pa kot posebna državna pomoč zaradi te podražitve elektrike bilo priznanje 210 000 evrov, ki jih bo komunala dobila. Nekaj jih je že, nekaj pa še bo. Se pravi, če seštejemo znesek 380 000, ki so bili predvideni, načrtovani kot strošek, in teh 210 000, ki niso bili sigurno ne načrtovani in predvideni, če se pri sprejemanju načrta to še ni vedlo, potem dobimo številko, ki je 580 pa nekaj tisoč. Se pravi, razlika je v bistvu samo za 5000 evrov. Jaz pravim, za izhodišče potrebujemo zdaj najmanj letno poročilo, da vidimo, kje smo v tem javnem podjetju. Očitno ima pol milijona izgube. Direktorica je sama povedala, ne morejo še dati letnega poročila, očitno tudi osnutka, dokler ne bo to sprejeto, kar je predlagano danes na seji, ampak danes, hvala Bogu, to ne bo sprejeto. To pa zato ne, ker bi radi to vse noter ukalkulirali, da bi bile tiste številke nekako lepše in da bi se na koncu mogoče postavljali pred komerkoli tudi občankam in občani in bi upravičili takšno poslovodenje in takšne cene se predvideva. Jaz mislim, da potrebujemo najprej letno poročilo, po letnem poročilu pa seveda vidim, na kakšen način to izgubo sanirati. V primeru, če bi občinski svet se odločil, da je pripravljen sofinancirati ta poračun, lahko spremenimo odlok o tem, da tudi sofinanciramo občanom za nazaj, da ne bomo poračuna toliko plačali. V nasprotnem primeru pa seveda imamo možnost, da vse zavrnemo in bomo morali na nek način poravnavati izgubo. Spet s proračuna, ki jo nimamo. Glede na cene, ki so veljavne na začetku lanskega leta. Reči, da je to nekaj, kar je lahko vzrok poslovanju komunala, vsaj hoži, je seveda ni na mestu. Poslovno poročilo bo obravnavalo vse gospodarske javne službe, pa tudi tržno dejavnost in vam ne bo nič več povedal, kot vam pove vsa to gradivo, ki je danes skupaj. Vključno z najbolj pomembnim delom, to je vlada. Nič več. In mešate nekaj, kar ima nobene veze. Poslovno poročilo komunale za lani bo odgovorilo enako, kot ta vlada. Višamo ceno odvoza komunalnih odpadkov. 700 gospodinjstvom ne odvažamo tega, ker ne morejo priti s kamionom. Ta številka je bila omenjena na srečanju predsednikov krajevnih skupnosti z županom in občinsko upravo. In če se ne motim, gospod župan, ste rekli, da če bi bila ta številka 40, bi še to nekaj bilo spremenljivo. Ja, če ne moramo kupiti enega kamiona, ki bi lahko prišel tudi malo manjšo ulico, pa če ne znajo te šoferje v rikverc voziti, nekaj moramo tukaj narediti. In zakaj komunalna Brežice oziroma občina ustanovila še 2 podjetji, in sicer Zelkom in Ecosocial? Kaj dobrega sta ti 2 podjetji naredili za občanke in občane? Katere dejavnosti izvajata ti 2 podjetji?
Z Elkom smo eno osebo ustvarili po uradnih podatkih Ajpesa za leto 2020 860 000 evrov čistih prihodkov iz prodaje in izgubo v višini 15 000 evrov. Naslednje leto pa so bili čisti prihodki iz prodaje 380 000 in čisti dobiček v višini 7400 evrov. Rezultati iz leta 2022 še niso znani. Želimo izčrpati vse možnosti poznavanja slabega rezultata in seveda ugotovitev, kako bi se lahko to saniralo drugače, kot iz sredstev proračuna in za povečanjem na položnicah občanov. Ko bomo izvedeli to, bomo lahko mirni in mirne duše posanirali zgodbo tako, kot se gre. Jaz bi sam rad, tako ki bo danes rečeno, da se dejansko jutri dejansko usede, da se dejansko dajo številke na mizo, celoten program in tako naprej, da se najde rešitev, ki bo enkrat celovita. Člani občinskega sveta občine Sevnica so na marčevski seji sprejeli proračun za letošnje leto. Ta je zaradi številnih vplivov bistveno višji kot v preteklih letih in znaša 25 milijonov evrov na prihodkovni in 29 milijonov evrov na odhodkovni strani. Sevniški občinski svetniki so z veliko večino podprli proračun za letošnje leto. Po obsežni razpravi, ki je potekala na januarski seji, so se do podanih predlogov opredelili na občinski upravi ter komisijah in odborih. Nekaj pobud in pripomb pa je bilo med svetniki tudi tokrat. Pa tudi čutim, da je malo premalo špar programa, kako če vam povedati. Od plač do KŠTM-ja in tako naprej, do pisarniškega papirja. Tako da pač moje mnenje bo danes drugačno, verjamem, da bo proračun sprejet. Drugo je pa, recimo, ne vem, primer e-kolesa, no, ne vem, je potrebno, ni potrebno, ampak kar sem začutil na tisti razpravi v Odboru za finance, niti še ne vemo, na kak način se bo ta projekt izpeljal. A je v redu ali ni v redu, dejansko financiramo 150 jurjev, ki če bo izpeljal na nek nepravi način, bo dejansko samo nek strošek. Pri e-kolesih se na področju mobilnosti zadeve hitro spreminjajo, da se povezujemo z drugimi okolji, da povezujemo tudi železnico, ki vstopa v to mobilnost in da poskušamo na tem optimirati zadevo in bomo to tudi delali naprej, tako da z to temo bo najmanj resorni odbor seznanjen, kakšne bodo rešitve in verjamem, da bodo racionalne. Za naložbe bodo letos namenili dobrih 14 milijonov evrov, najpomembnejši pa bosta izgradnji osnovnih šol Blanca in Ane Gale Sevnica. Za izvedbo nekaterih naložb se bodo zadolžili pri poslovni banki in sicer za slabe 3 milijone evrov. Na tiste projekte, ki so takrat aktualni in je smiselno in so dolgoročne narave, ne vem, tudi šole, vrtci recimo, so dolgoročne narave in se pravi, je smiselno zadolževanje. Res je letos skrajno neugoden čas, a vendar brez kredita ne gre. Jaz sem skozi v pripravi proračuna, sodelavci lahko na upravi potrdijo, držala nazaj strasti in dajmo čim manj, zaradi te negotove situacije na bančnih trgih letos. Tako da jaz bi bila res vesela, da ko bomo delali rebalans, da mogoče celo zadolževanje se lahko znižalo, čeprav bom jaz mogla postopek sprožiti prej, ker je dolgotrajen. Ko se zadolžujemo ciljano, je ob tem še dejala vodja oddelka za finance na občini Sevnica. Hočem reči, da je to se v preteklosti izkazalo kot zelo modro in jaz se nadejam, da bo tudi v teh 4 letih vašega mandata to prepoznano kot modro. Za nas je izredno pomembna absorpcijska sposobnost na evropskih sredstvih, kjer pridobimo od 30 do 70-80% drugih virov in pri tem je potrebno imeti absorpcijsko sposobnost, ki je ne zagotavlja redni prihodki proračuna iz povprečnine, ampak je potrebno s kreditom to narediti. Člani občinskega sveta občine Sevnica so na marčevski seji sprejeli tudi predloga letnih programov za šport in kulturo. Na seji so se sestali tudi člani Krškega občinskega sveta, ki so med drugim potrdili lokacijsko preveritev za dograditev objekta zdravstvenega doma Krško, kjer ima svoje prostore tudi lekarna. Stavba skupno kvadraturo slabih 4800 kvadratnih metrov ne zadošča več povečanim potrebam po zdravstvenih storitvah, zato so se odločili, da je čas za njeno prizidavo. Po obstoječem prostorskem aktu je ta sicer možna, vendar ne v takšnem obsegu, kot bi si želeli. Kot sem že rekla, je dozidava možna, vendar le za 40%, s to lokacijsko preveritvijo pa bo dejansko možno prizidati še približno 100% velik objekt, se pravi še en takšen objekt. Govorimo o tlorisu 1445 kvadratnih metrov v 3 etažah.
v spodnji etaži bo dobila prostora lekarna Krško, v zgornji pa pač primarno zdravstvo. Prizidek bo stal na severni strani zdravstvenega doma, kjer je trenutno zelenica, z njim pa bodo pridobili nove splošne, specialistične in akutne ambulante. V prvem nadstropju bo bodoči center za krepitev zdravja, več prostora bo tudi za fizioterapijo. Tudi navsezadnje je predvidena neka širitev oziroma povečanje števila prebivalcev bodoče v občini Krško z širitvijo gospodarskih dejavnosti, tako da je treba za v prihodnje pač predvideti tudi dodatne prostore v ta namen. Svetniki so torej sprejeli sklep o lokacijski preveritvi. In kaj sledi? Zbornica arhitekture in prostor Slovenije je edina agencija v Sloveniji, ki preučuje potem, glede na to, da odstopa od gabaritov, preučuje možnosti umestitve to v prostor in čez cirka mesec dni bo izdan javni natečaj za pridobitev tega objekta v umestitev v ta naš prostor. Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je v zadnjem času v Krškem že izpeljala 2 podobna postopka za izbiro idejne rešitve za nov zimski plavalni bazen v Krškem in izgradnjo novega objekta osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v starem mestnem jedru Krškega. Mestna občina Krško je sicer ena od 30 občin v Sloveniji, ki je vzpostavila tako imenovani participativni proračun. Gre za vnaprej določen delež javnih sredstev namenjen projektom, ki jih neposredno izberejo občanke in občani. Predloge za leto 2024 že zbirajo in sicer do 13. aprila. Skupno je na voljo 210.000 evrov za 7 območij, za vsako po do 30.000. Po prejemu predlogov bo občinska uprava vse prispele zadeve pregledala, ugotovila, ali so v skladu z merili in kriteriji in jih nato v bistvu posredovala strokovni komisiji v nadaljnjo obravnavo. Potem bo komisija opravila nek vsebinski pregled in sestavila seznam izvedljivih projektov. Ti projekti bodo potem šli v samo glasovanje. Glasovanje bo pa potekalo en teden med 5. in 12. junijem. Ko bomo dobili izglasovane projekte, jih bo občinska uprava predlagala v sprejem občinskemu svetu, to pa predvidevamo v jesenskem času, torej ob sprejetju proračuna za prihodnje leto. Ta sredstva se lahko tudi namenjajo za vzdrževanje obstoječega. Smo znali, da imamo v skoraj veliki večini naselij fitness naprave, ki nam zdaj samevajo in propadajo, se pravi tudi ta sredstva se lahko namenjajo za vzdrževanje teh naprav. Dobra praksa pa lahko rečem iz občine Radovljica, kjer so se občani ta sredstva uporabili za pridobitev dovoljenj, gradbena dokumentacija idejnega projekta, da so si potem skupaj s svojimi lastnimi sredstvi in pa sredstvi sponzorjev postavili čisto preprosti vaški kozolec, ki je na ogled in pa kot ponos tega kraja, enega izmed krajev v občini Radovljica. Gospodarska zbornica Slovenije je že 55. podelila tako imenovane gospodarske oskarje kot priznanje tistim gospodarstvenikom, ki že vrsto let uspešno vodijo svoja podjetja. Med njimi je tudi direktor podjetja Qtechna dr. Andrej Lešnjak. Kot je povedal, je družba prve posle na tujem pridobila v Združenih državah Amerike. V zadnjem letu je podjetju uspel preboj na zahteven trg Združenih arabskih emiratov, ki jim bo prinesel pomembne reference pri širitvi na nove trge. Jaz jo gledam kot nagrado, tudi v zahvali sem tako omenil, da je to nagrada, katere del so vsi zaposleni. Tako nekdani, ki so se že upokojili, ki so bili v Qtechni na samem začetku, kot tisti, ki so še sedaj aktivni. Res je, na koncu je potem tu ime in priimek prejemnika, je osebna nagrada, ampak kot sem že na samem začetku rekel v uvodu, tisto, kar je v glavnem pretehtalo pri odločitvi za kandidaturo, je predvsem to, da je to nagrada vseh in predvsem, da je to vzpodbuda za delo naprej.
Na sedežu družbe Gen Energija so se v ponedeljek sestali člani sveta regije Posavje. Glavna tema je bil projekt JEK2. Poglejmo izjavi. Zagotovo je potreben stalen dialog med državo, kajti gre za državni projekt, in regijo oziroma občinami, ki smo v regiji Posavje, kajti tako velik projekt ima številne pozitivne in negativne učinke na okolje, v katerem se gradi, in ta stalen dialog je enostavno nujen. Ta trenutek teče dialog na ravni svet regije Posavje in podjetje Gen Energija, kar je dobro, primerno, pa vendar ta projekt ne bo vplival zgolj na energetskem delu, ampak tudi na ostalih delih, na družbenem delu, na prometnem delu in na ostalih delih. Ta dialog pa moramo vršiti z resornimi ministrstvi oziroma z vlado. Pričakovanja so smiselna, in jih beležimo ne samo na našem projektu, ampak na vsakem infrastrukturnem projektu je želja, da se v čim večji meri zagotovi lokalizacija projekta, pomeni, da se vključi lokalno gospodarstvo ali pa v večji meri potem tudi gospodarstvo iz naslova nacionalnega področja. To so legitimna vprašanja in jih bo Gen tudi adresiral v tem smislu, da bomo spremljali tudi tujo prakso oziroma jo prenašali v naše delovanje. Zadnja takšna praksa, ki smo jo zabeležili, je seveda v Združenem kraljestvu, kjer prav tako je trenutno v izgradnji sta dve enoti, kjer so uspeli znotraj Združenega kraljestva zagotoviti 64% izvajanja tega projekta v Združenem kraljestvu, največji del pa prav v samem lokalnem okolju. Poročali smo že, da letošnje leto zaznamuje 450 let velikega hrvaško-slovenskega kmečkega upora. Ob tem se je v čezmejnem celoletnem projektu Upor Buna Revolt 1573-2023 povezalo 6 kulturnih ustanov, in sicer Kulturni dom Krško, Galerija Božidar Jakac, Posavski muzej Brežice, Muzej Brdovec, Muzej grada Zagreba in Muzej seljačkih buna Gornja Stubica. Na novinarski konferenci, ki je potekala v Kulturnem domu Krško, so ga podrobneje predstavili. V okviru čezmejnega projekta partnerske ustanove pripravljajo vrsto dogodkov oziroma prireditev. V Kostanjevici na Krki po razstavi, ki so jo odprli februarja, poleti sledi še precej obsežnejša. Med pripravo te manjše razstave v Galeriji Božidar Jakac, ki bo sicer trajala celo leto, se je izkazalo, da je materijala še veliko več, da je ta material dostopen, da so institucije, ki imajo slike, kipe in ostala umetniška dela v depojih, pripravljene to posoditi, in seveda je takoj padla ideja, da naredimo v našem velikem razstavišču razstavo teh najbolj ikoničnih del. V Posavskem muzeju Brežice nameravajo prenoviti stalno razstavo o kmečkih uporih in jo posodobiti z novimi ugotovitvami. Ker pač o Puntu ne govorimo več na isti način. Tudi recimo vemo, da je bil Gregorič izurjen vojskovodja, da to ni bilo kar neka vojska, kot imamo pač podobi, da so imeli vile pa kose pa to, ampak dejansko on je bil sposoben vojskovodja, bil je že v zrelih letih, in to, kar je zdaj bilo recimo včerajšnja novica, da je bila mama iz Krškega, se pravi, da so nove stvari in da recimo lahko to povezujemo, in tudi, da mogoče se osvetli v večji meri to njegovo življenje, ker on pa je bil bolj na slovenskem, to vemo. Ponovno odprtje stalne razstave načrtujejo jeseni. Pomemben element celotnega projekta je publikacija, ki omogoča pogled na sam kmečki upor danes in kako smo ga zaznavali skozi 20. stoletje. To vidimo skozi teksta kolegice Vlatke Filipčič-Maligec iz Muzeja seljačkih bun Gornja Stubica in pa skozi uvodno besedilo kolege Mihe Colnarja. Skratka, vsak sta svojega vidika skozi umetnostno-zgodovinski in zgodovinski fokus pogledala na kmečki upor takrat in danes. Ob tem so predstavili tudi del razstave Upor 1573-2023, ki je na ogled na ploščadi pred Kulturnim domom. Kot so še dodali, pa konec maja pripravljajo skupno strokovno ekskurzijo po pomembnejših lokacijah upora. Za konec poglejmo še na splet. To so najbolj brane novice minulega tedna na našem portalu eposavje.com.
Spoštovani gledalci in gledalke, s tem tudi končujemo tokratni Posavski tednik. Hvala za pozornost in nasvidenje prihodnji torek.